študijski knjižnici sem se zaposlil sredi njenega analognega obdobja. Takrat je seveda čas utrepal bistveno počasneje kot sedaj. Ampak kljub temu smo neštevilno zaposleni, mislim, da nas je bilo največ 7, imeli kar precej dela. Katalog je bil takrat še listkovni, treba je bilo izpolniti nešteto listkov, da so potem uporabniki v AIK katalogu, torej abecednem venskem katalogu, lahko našli dela, ki so jih iskali. Vsak popoldan je bil potem nekdo dežurni, ker je bila knjižnica odprta cel dan. In če je kdo želel knjige iz magazine in arhiva, ki sta bila tik po visokih stopnicah na podstrešju, si moral tisti dan oziroma tisti popoldan pošteno brusiti pete, da si ugodil vsem željem uporabnikov. No, imel je pa tudi ta čas svoje vesele strani. Čas je res utripal, bi rekel, počasneje, ampak veselo. Ker recimo ob tistem delu, ki ga ni bilo malo, smo se znali tudi pošaliti. Doktor Sušnik je veljal za strogega ravnatelja. V resnici, če si ga dobro spoznal, pa ni bilo čisto tako. Bil je res strog, natančen mož, upoštevati si moral vsa pravila, znal se pa tudi pošaliti. Recimo, ena taka anekdota iz tistega časa je ta: leta 1979, mislim, je umrl politik Edvard Kardem in politični možje z občine so prišli k nam v knjižnico in želeli primerno razstavo njemu spomin. Doktor Sušnik je to seveda poslušal, rekel je, seveda tako bomo storili. Jaz sem pa samo pripomnil, brez skrbi, seveda bo tako. Ko so potem občinski partijski možje odšli, me je doktor Sušnik strogo pogledal in rekel: Sojnik, če ti partija nekaj naroči, je treba strumno udariti z nogami in reči, da razumem. Najprej nisem razumel, za kaj gre, potem pa sem po tistih zadržanih mehurčkih smeha, ki so pokali v njegovih očeh, spoznal, da se je malo pošalil z mano. Torej, tak je on znal biti. Recimo, druga stvar je pa bila, kadar smo šli na strokovne ekskurzije. Strokovne ekskurzije je obravnaval zelo resno, veliko smo se naučili v njih, ker je res on imel zelo široke razglede. Povedal nam je o vseh stvarih, ne samo o literaturi in kulturi. Potem pa se je zgodilo, da smo na koncu te poti po zamejski Koroški se ustavili v prijetni gostilni Klobasnici. Tam so imeli tako dobro točeno pivo, da je potem moj sodelavec Aleš rekel: Matonca, čez ta pivo ga pa ne. Doktor Sušnik je prisluhnil in čez čas rekel: Ajo, še ena runda, jaz plačam. To so recimo taki utrinki iz tega mojega dela in življenja v študijski knjižnici, takrat je bila študijska knjižnica, ki se je šele kasneje prelevila v Koroško srednjo knjižnico. Tu sem bil v službi 15 let, kasneje sem pa potem za 25 let šel čez dvorišče in dočakal svojo upokojitev v Koroškem pokrajinskem muzeju, enoti Ravne na Koroškem. Moji prvi spomini na knjižnico sežejo še v en drug prostor. To je pionirska knjižnica, ki je bila včasih doma tam, kjer je zdaj doma Koroški medgeneracijski center. V njej sem preživela res ogromno časa, toliko, da je mogel moj ata, ko smo se iz Javornika preselili v Gramoznico, včasih narediti par korakov od stanovanja do knjižnice oziroma do jaška nad okni v knjižnici, pa malo zakričati, da sem se spomnila, da imam tudi dom, pa da je mogoče čas za kosilo. Največje spomine imam na gospo Mravljako, ki je bila takrat knjižničarka in ki mi je nekje v 5. ali 6. razredu dovolila, da berem tudi tiste knjige, ki nimajo več oznake za mladino. Takrat sem začela spoznavati kriminalke, Agatho Christie, Edwarda Wallacea, potem Doyla in Sherlocka Holmesa. To so tudi krivci, da imam še danes rada kriminalke. Potem v gimnaziji sem tu preživela v teh prostorih še več časa. Vsa brskanja za literaturo, ki je bila v pomoč pri raziskovalnih nalogah, pri seminarskih nalogah, pri izdelovanju plakatov. Tu so se zgodili prvi zmenki, tu so se zgodila lepa druženja, krasni dogodki, od literarnih do drugih. Zdaj včasih tudi sama kaj preberem, vodim kak literarni večer.
Najbolj ponosna pa sem na to, oziroma sem bila na zadnje, ko se je v knjižnico vpisala moja hčerka. Pri 7 letih si je zaželela svoje lastne izkaznice za knjižnico. In pač po mojem je izgledala isto, kot pa jaz, ko sem se vpisala v knjižnico. Zelo je bila ponosna. To svojo kartico, izkaznico zdaj sama nosi naokrog. Doma jo vedno iščemo, seveda, ker je nikoli ne shranjujemo na eno mesto. Z njo tudi največkrat obiščem knjižnico zdaj. Že ko je bila mala, smo jo z partnerjem vozila v knjižnico še v vozičku. Mene ponavadi najdete tu nekje v striparni ali pri poeziji. Iza gre v pionirstvo knjižnico. Tomaža najbolj zanima domoznanski oddelek. Je pa res knjižnica bila priča enim takim prelomnim dogodkom v mojem življenju. Tako da lahko rečem, da že skoraj polovico njenega časa oziroma njenih let jo poznam. Postali so zelo dobri prijateljici in ji ob tem lepem jubileju želim, naj raste še naprej in da naj bo prijateljica še mnogim, ki prihajajo za nami. Najprej lep pozdrav in hvala lepa za povabilo, da delim ene fantastične spomine na knjižnico na Ravnah. Jaz vam priznam, da sem bil res živahen in radoveden otrok in tak sem bil tudi kot učenec. Najbolj so me pritegnili predmeti, ki smo jim včasih rekli spoznavanje narave in družbe, pa zgodovina, pa zemljepis, danes se temu reče geografija. Pregledal sem vse mogoče enciklopedije, leksikone, podatkovnike. In kar je boljše vsega tega, ker je bilo pač takrat to edino okno v svet. In tisti znameniti Sovin leksikon sem prebral od začetka do kraja, pa še enkrat za vsakim geslom. In doma so mi vedno rekli, če ne veš, vprašaj. Če pa mi ne vemo, poglej v knjigo. Če pa nočeš vedeti, potem bomo pa šli še enkrat od začetka. In kot otrok sem res veliko bral. In knjižnica tule nagrado je bila moja časovna zakladnica. Oče Polda je rekel, branje je sreča, branje je veselje in branje je znanje. Sreča je to, da odkrivaš nove svetove, veselje je, ko jih najdeš, znanje je pa tisto, česar ti nihče na tem svetu ne more vzeti, pa tudi, če nam nebo pade na glavo. In imel sem veliko srečo, da je bila moja mama knjižničarka v tej knjižnici in tam sem res preživel nešteto nepozabnih ur. Že zjutraj pred poukom sem bil tam, potem pa še popoldne. Najraje sem šel v tisti knjižnični depo, kjer so imeli knjige, ki jih nihče ni hotel več brati in kjer jih nobeden ni več izposojal in tam sem zelo užival. Doma so mi zmerno rekli, pusti poba naj bere. Ni važno je, kaj bere, važno je, da bere. Če bo bral, bo ločil zrnje od plev. In če nekateri se sem seveda ne strinjajo, no, ampak vendar, ko boš vedel za zrnje in če ne poznaš plev, kako boš ločil eno in drugo? In obratno. No, vedel sem pa tudi, da so vsi vedeli, da oni vejo, da jaz vem, da imam cel kup stripov notri pod poslom. Knjižnica je bila zame, kot bi moderno rekli, internet, Instagram, TikTok, Facebook, karkoli je tega novega, ampak lahko rečem, da je bila zame knjižnica še bolj fejst. Seveda sem še danes zasvojen z branjem, res berem vse povsod. Berem vse, kar najdem. In knjige, enciklopedije, leksikone, to sem že povedal. Ampak ne samo to, na uvitkih preberem, kaj je napisano,
kaj se skriva recimo v jogurtu, kaj se dogaja v čokoladi ali pa v sirnem namazu. Berem vedno res. In berem na stranišču, v čakalnici, pri zobozdravniku, pri kosilu, na cesti, no na cesti ne smem več, pred spanjem in po spanju. Če me pa hočejo umiriti, pa rečejo: Primož, počasi. Mi dajo pa nekaj za brati, me položijo na kavč in sem čisto drugačen. Če sem pa res odkrit, pa vseeno najrajši berem knjige. Najrajši imam pritlehno zasnovane knjige, ki so zelo trivialne in so hkrati napisane na visokem kulturnem nivoju in so hkrati komercialno uspešne, ampak v svoji osnovi globoko žlahtne. In kakšno tako knjigo bi rad napisal tudi sam. In upam, da mi bo enkrat uspelo. Pisalo se je leto 1976 in v tem času je bila kulturska mladina kar precej aktivna v svoji mladinski organizaciji. Poleg vsega drugega, kar smo počeli, se nas je zbralo enih 5 in smo rekli, zakaj pa ne bi mi napisali, sestavili eno glasilo kulturske mladine. Sestavili smo uredniški odbor in začeli s pisanjem. Bile so tudi neke ideje o naslovu, ampak mi smo bili čisto sigurni in smo razmišljali, kdo bi nam lahko svetoval. In seveda kdo drug, ko pa ravnatelj naše študijske knjižnice, dr. Franc Sušnik. Kar nekaj časa sem se odpravljala k njemu z eno tako negotovostjo, tudi nekaj treme sem imela, on tak zelo spoštovan gospod, jaz tam ena smrkla 2. letnika gimnazije, ampak nazadnje sem se le nekako odločila in sem se napotila k njemu. Knjižničarka, ko sem ji povedala, kaj želim, me je kar spremila k njemu v njegovo pisarno, kjer sedaj sedim. Takoj me je sprejel, me vprašal, čemu sem prišla, potem pa me spraševal vse drugo, samo ne tisto, zaradi česar sem prišla. Torej, kdo sem, hodim v šolo, kako mi gre v šoli, kdo so moji starši, kdo so moji stari starši, kaj počnejo. V glavnem vse je hotel vedeti o meni. Na koncu pa je poudaril, kako je zelo pomembno, da hodim v gimnazijo, da se izobražujem, da naj grem čim više in da bi naj mladi na Ravnah vendarle čim bolj izkoristili to priložnost, ki jo imamo za gimnazijo oziroma priložnost za izobraževanje v domačem kraju. Potem pa smo seveda prišla tudi na glasilo. Povedala sem mu naš predlog, ki je bil Mladi Kotuljčani. Malo je pokimal, ja, super, da ste aktivni v kraju, da se povezujete, da delate, da ustvarjate, ampak za glasilo bi pa imel jaz en predlog pa 2 pripombi. In sicer predlog je bil ta, da naj v glasilo vključimo tudi kako križanko in kako šalo, da bo glasilo to popestrilo. Potem pa glede naslova, da naj prvi K za Kotuljčan vendarle spremenimo v H in rečemo H. Druga pripomba pa je bila v zvezi s pripono, da Kotuljčan oziroma Hotuljčan bi lahko bil samo avtobus ali pa še kakšna druga reč, nikakor pa ni to pripona za prebivalca. In da naj vendarle uporabimo predlog Hotuljci. Vesel bi bil, če bi ga upoštevali, ampak če ga ne bomo, tudi prav. Seveda smo njegov predlog upoštevali in smo za naslov našega glasila izbrali Mladi Hotuljci.
Na koncu najnega srečanja je še rekel, da bi bil zelo vesel, če bi mu prinesli to glasilo, tudi če bo teh glasil išlo več, da je to zelo pomembna reč tudi za našo študijsko knjižnico, da ga bodo dali v arhiv. Išla so 4 glasila, tudi mogoče zanimivost za to, kako je to včasih izgledalo proti temu, kako se to danes dogaja. Papir smo nafehtali v naši materi fabriki, se pravi v tovarni. Šola nam je priskočila na pomoč, da nam je dala matrice in pa tudi v šoli smo na ciklografu lahko raznaževali, kar sem jaz prej doma napisala na star tipkarski stroj Ablerja. In tako je v glavnem zagledalo ulic sveta 4 izvodi oziroma 4 različne glasila hutujske mladine. Moje prvo srečanje z dr. Sušnikom je bilo pred dobrega pol stoletja. Leta 1971 sva prišla z ženo in sinom na Ravne. Žena je dobila službo na gimnaziji. Jaz sem bil takrat še študent, pravzaprav absolvent medicine, in sem zato hodil v študijsko knjižnico študirati za zadnje zaključne izpite. Spominjam se čitalnice, sobe, v kateri smo študirali, kjer je bilo vzdušje študijsko, tišina, prijetne knjižničarke, srečevali smo prijetne knjižničarke, no in občasno se je v tej sobi pokazal tudi dr. Sušnik s svojim resnobnim obrazom. Potem sem končal medicino in sem se zaposlil v splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer sem dobil specializacijo iz interne medicine. Tudi takrat sem občasno popoldne po službi hodil študirati v študijsko knjižnico, v čitalnico in skoraj vsako popoldne je bil v službi še dr. Sušnik. Tako je naneslo, da me je nekoč gospa Anica Majsterl, računovodkinja na gimnaziji, poprosila, če bi ga zapeljal na Prevalje domov. Občasno je hodil peš, namreč. Z veseljem sem ji ustregel in ga zapeljal, kasneje tudi še večkrat. No, leta 1976 pa smo se v bolnišnici odločili, da bi začeli izdajati interno glasilo. Povabili so me v uredniški odbor, ki ga je vodil primarij dr. Drago Plišivčnik, in na prvem našem sestanku smo se pogovarjali med drugim tudi o tem, kako bi poimenovali to glasilo. Primarij Plišivčnik je predlagal, da bi o tem povprašali dr. Sušnika, in je potem mene pooblastil, da bi se oglasil pri njem. Šel sem v študijsko knjižnico in v njegovi pisarni me je zelo prijazno sprejel, in preden sem mu povedal vse do konca, zaradi česa prihajam, je že navdušeno skliknil, navdušeno rekel, da je zelo vesel, da se je o tem že pogovarjal z primarjem Plišivčnikom, in da je zelo vesel, ker smo se odločili za ime Šentrušelce. Vljudno sem se mu zahvalil in se poslovil. Vedel sem, da domačini tukaj imenujejo Šentrušelce dlakavi sleč oziroma rododendron, ki cveti na Uršlji gori. V uredniškem odboru se je žal to ime zdelo nekako preveč literarno in zato smo se potem odločili za ime Bolniki in mi. Revija oziroma glasilo je izhajalo pod tem imenom do leta 1980, kasneje je izhajalo pod imenom Špital, no to še kasneje Nov Špital in zdaj izhaja še vedno kot Naš Špital. Moje zadnja srečanja z dr. Sušnikom pa segajo v čas konec leta 1979 in na začetek leta 1980, ko je bil sprejet zaradi hudega poslabšanja zdravstvenega stanja na interni oddelek naše bolnišnice, kjer je tudi umrl 21. februarja 1980.
Ob mojem prvem obisku v njegovi bolniški sobi se mi je takoj spomnil se tudi tematike, zaradi katere sem bil pri njem pred nekaj leti. Kasneje sem hodil še večkrat k njemu na obiske, da sva se pogovarjala o njegovem zdravstvenem stanju, o njegovi bolezni. In ob neki priliki sem mu prinesel njegovo knjižico opomnje, ki je izšla za 80-letnico njegovega rojstva, in ga poprosil, če mi jo podpiše. Zelo prijazno je sprejel povabilo, se podpisal dr. Francu Verovniku za spomin in še letnico 1979-1980. Ta knjižica mi je dragocen spomin na dr. Sušnika in na najina srečevanja.